težki, izjemno vroče postaja. Čutiš vročino? Všeč mi je to, da če nismo imeli za Božič snega, ga imamo vsaj za ta pravoslavni Božič, veš? Čestitamo. Svečke bomo imeli z nosu, ampak napeto je, Bob je v igri seveda. Bob je, tako da nam je v bistvu fajn, da je bolj mrzlo, ker je drugače v ekipi že zelo vroče. In če bi zdaj recimo, da bi Bob bil avgusta, bi sigurno pregoreli. Bi bil Bob prekuhan. Za začetek bi se malce vrnila nazaj. Zdaj bobovska nedolžnost je že bila izgubljena aprila. Kakšna plovba je bila to s to bobovsko ladjo? Ja, prvi je bil zanimiv, zato ker je bilo vrgli so nas v morje, pa plavajte, ne. Saj vi to znate, so rekli. Pa smo mi rekli, pa saj mi to znamo. In pa smo naredili, fajn je bilo, ker je bil 1. april. In smo si mi to tako takrat zastavili, da smo rekli, vse če karkoli ne rata, pa lahko rečemo, vse se samo hecamo. Ne? Potem je pa zdaj, pa spet ni več april, ampak je januar in je to sicer datum kot tak bolj poznan ljudem, ki spremljajo Bob že cel ta čas. Istočasno je pa to za nas toliko prej, leta je še ni konec, ti pa že pišeš, kaj se je zgodilo, ne? In potem se veliko stvari zgodi decembra, pa jih moraš vključiti, čeprav si scenarij nekako že imel zasnovan. Tako da na koncu, kakorkoli obrneš, zadnje 3 dni največ delaš. Bil je to v bistvu prvi Bob po dolgih letih, ki ni imel televizijskega prenosa, tudi letos ga očitno ne bo, ampak ali je to se je izkazalo kot en dodaten rajc, morda? Ena posebna ekskluzivnost? Ja, sigurno plus in minus, ne. Zdaj prvo, samo vi, ki ste tukaj, lahko vidite, kaj mi počnemo. Zato je tisti, ki so bili super zadovoljni, super srečni in tudi upam, da letos spet pridejo in pripeljejo še koga. Ampak istočasno je pa pač zgubiš to televizijo, zaradi katere se je pa prej in veliko ljudi mene tudi recimo v Ljubljani sprašuje, zakaj pa vas letos nismo mogli gledati, ne? Ker oni pa niso se pripeljali iz Ljubljane v Maribor pa šli pogledati. Ampak jaz kot recimo komik ali pa kot nekdo, ki ima rad teater kot tak, mi je to definitivno boljša stvar, ker ko ti sediš v dvorani in poslušaš, kaj tisti en ali pa 2 na odru imata zapovedati, je to čist drug občutek, kot pa to gledati potem po televiziji, pa poslušati nek aplavz, ki je bil tam, pa zakaj že oni ploskajo, ne? Včasih se kaj takega zgodi, ker kamera niti ne ujame, je čist drug žanr, no. Aprilski Bob je požel izjemno dobre odzive, publika dvorane je bila navdušena, narežali smo se, tudi zamislili nad svetom in sabo. In zdaj pričakovanja so bila seveda primerno visoka. Ekipa se je spet sestala in kaj se dogaja? Ja, majčkeno smo mogli prevetriti, ne. Zdaj pač recimo jaz kot nek človek iz ozadja, malo režiser, malo organizator, malo ostajam. Maja kot ena ženska voditeljica od lani ostaja. Voditelja pa še iščemo, ne. Zdaj je še par dni, pa ga še kar imamo audicijo, ne. Vsi so se že prijavili. Ja, mogoče audicija še poteka. Ne, imamo seveda tudi sovoditelja, imamo novega člana ekipe, to je Igor Brečič-Sadež, ki pač recimo, da je ta mariborski humor, ker vendarle prihaja iz Nove vasi, dodal in je taka super ekipa. Pozvek, ki smo ga lani spoznali kot imitatorja, je letos še toliko več, tako da jaz mislim, da bo super stvar. Potem pa tudi vse ostale stvari. Imeli bomo Raven, recimo, kot glasbenico, ki bo istočasno se usmerja že s svojimi očmi in telesom na Eurosong, ampak jo bomo lahko gledali v živo v teatru. A bo zapela Veroniko? Ne. Bo pa zapela neki, to pa ne bo svojega komada, in igrala bo na inštrument, za katerega sem jaz bil presenečen, da ga sploh kdo v Sloveniji igra, ne? In to je harfa. In ona pač to obvlada, tako da to bo recimo ena taka super stvar. Imeli bomo pol eno tako plesno točko, kjer bomo lahko na odru istočasno videli vse Bobe, ki so do zdaj bili. Se pravi, vsak plesalec bo predstavljal en Bob, pa še par glasbenih točk, da ne bom zdaj. Kako je bilo ugrizniti v sadež? Ja, lažje zdaj s sadežem v ekipi. Bom rekel, da je mogoče letos naloga celo malce težje kot lani, ne? Čeprav je bilo lani to presenečenje, pa sploh po eni strani nismo vedeli, kaj nas čaka, pa smo potem gledali te stare Bobe, pa sva z Majo doma gledala Toša, pa sva bila tako, ne more, ne? Ampak ne, probajmo ne biti ona, ne? Ker to bi recimo bila največja napaka, da poskušaš biti kot nekdo, ki je bil dober in ljudje rečejo, slabši si od njega. Dajmo narediti nekaj čez drugega. Tako da letos, pa zdaj s tem znanjem, ki smo si ga lani nabrali,
probamo narediti vse skupaj še malo bolj spektakularno. Ne? Tako da spet bomo začeli z nekim predfilmčkom, imeli bomo nek res spektakularen prihod na oder, ki je skrivnost. In pa potem vse, več točk, recimo glasbenih kot lani, več tudi nekih plesnih, malo bomo se seveda spogledali s tem, kaj se je zgodilo v Mariboru in kaj se ni zgodilo v Mariboru, kar je glavna stvar, in šli seveda tudi širše, tako socialno, politično, kritično. Ne, bomo videli. Jaz mislim, da bo letos še boljše, kot je bilo. Ko smo se pogovarjali z Majo, ki bo tudi letos zelo pomemben del šova, je rekla, menila sva se v bistvu o jokih, da tudi kakšen šov pa mogoče čisto mimo publike, recimo, ne? A smo kakšno lekcijo potegnili iz aprilskega boba, recimo, a vemo zdaj, o kaj absolutno ne drezati? Ja, recimo ena šala, ki se je nam zdela lani blazno dobra, je bila na gasilce, ne? Ampak ni bila v pravem trenutku, ne? Ker lani so bili gasilci eni taki veliki heroji, ki so reševali tiste požare in so rešili tudi nekaj ljudi. In zdaj se iz tega delati norca, ni dovolj, da si samo previden. Rajš pustiš primerov. Letos je recimo ena taka tema poplave, ki skoraj se jih ne moreš izogniti, ker jih je tako veliko, ampak istočasno to sigurno ne bo dobro izpadlo. To je recimo ena taka lekcija. Mi smo lani tudi prvič spoznali publiko, ki sploh pride v živo gledati bob leta. In zdaj se bomo poskušali. Videli smo, kje so se lani smejali, mi na srečo smo videli tudi posnetke, ne? Tako da lahko tudi sami sebe malo ocenimo. To je tisti najtežji del, ki ga recimo mi komiki, ne? Ves čas se snemamo, potem je treba pa to gledati in si tako, kdo to hoče gledati. Ne? Tako da ja, super bo letos. Kako se je pa Pozvek vklopil v to veliko bobovsko družino? On je zdaj nova stročnica na naši sceni, ne, bobovski. Tako je, ja, Pozvek je lani tako tudi malo s strahom pristopil, ne? Tudi je bil zelo tako, ga je bilo včasih težko dobiti, pa je v bistvu bil 3-krat na odru po par minut. Ampak, ko je videl, kakšen dober odziv je dobil, ga je to mogoče malo zrajcalo, kot rečemo. Ne? In ko sem ga letos povabil v ekipo, malo bolj resno, je bil takoj za in zdaj tudi se dobivamo praktično vsak teden, pišemo, vadimo, delamo, ustvarjamo. To je pač cel tak že, zdaj ne vem, 3-mesečen proces. Tako da, meni se zdi, da je to ratala za ena taka super ekipa in mi že gledamo tudi v prihodnost, tudi že po tem bobu. Kako iti naprej. A lahko bob kadarkoli postane job, služba, rutina? Pa bi mogel biti vsak mesec, verjetno. Nažalost je scena slovenska premajhna, da bi lahko živel od enega takega dogodka, sploh ker je toliko veliko ljudi še vključenih. Ker poleg teh, ki so na odru, ali pa recimo jaz in Sadež, ki sem že omenil, je tukaj potem še cela tehnična ekipa, pa je treba še teater, pa v teatru delajo ljudje, pa ne vem, kamere, vse, da se bo to posnel, pa v glavnem vse to, da to funkcionira, in ne vem, na koncu to 20 ljudi, da ta zadeva dobro izpade in ne vem, če bi hotel, da vseh teh 20 ljudi živi od tega, da bi to bila služba, bi verjetno karta mogla biti 1000 evrov. Morda pa bo. Mogoče pa. Lej, ja, to bo nekoč postala služba. Apropo, kje pa je zdaj trenutno slovenska stand-up scena? Koncertov je mali milijon, vrstijo se, stožice, vse mogoče dvorane so polne. Kaj pa stand-uperi, kje ste v tem valu? Ja, stand-up scena je recimo med korono bila veliko bolj prizadeta kot glasbena scena, zato ker glasbo si ti še vedno lahko delal prek interneta. Ni zdaj to isto, ampak nekako se da. Glasbeniki so šli v studije, posneli nove CD-je oziroma albume in so zdaj dali neke stvari ven. Videli smo, da so stvari izbruhnile z nekimi mladimi bendi. Ne vem, to, da je nek Joker Out razprodajal Stožice v Ljubljani, to je recimo fenomen. Pri stand-upu je pa to, mi smo se trudili tudi nekaj delati prek interneta, pa smo probali neke prav posebne platforme, kjer bi se to dali izvajati, ampak je to zelo nično bilo. Ko se je pač ta epidemija in vse, kar je bilo z njo povezan, končala, je bilo najprej zelo fajn, ker smo vsi prišli ven in so tudi ljudje prišli, hočemo to gledati, ampak pa se je malo mogoče zasičal. Imamo zdaj na stand-upu tako, na eni strani vrhunske komike, ki imajo svoje solo predstave in to vsi hočejo tudi zares gledati, ne. Potem imamo eno tako open mic sceno, ne. To pomeni mladi komiki, ki zdaj preverjajo svoj material po raznih lokalih, manjših klubih, manjših prostorih, trgovskih centrih, na trgih, kjerkoli. In da so to tako 5 do 10 minutni nastopi, ki so ali pa niso, včasih, ponavadi z nekim
malo boljšim voditeljem, ki to zna skupaj potegniti, tako da ljudje vseeno uživajo. Eni hodijo to gledati zato, ker je dober, drugi zato, ker ni, ne, in pa se vsak na drugih mestih smejimo. Vmes je pa ena taka luknja, ne, oziroma ni luknja, ker je v njej en kup komikov, ki bi, ampak še niso tam gor, ne bi pa več bili tle dol. Ne. Zdaj to pač spet probamo na novo postaviti. V Ljubljani, ki smo imeli recimo Comedy Club, je tudi vmes ugasnil, pa se ga zdaj postavlja na novo. Nekaj je že vzniknilo, nekaj jaz zdaj pripravljam, tako da jaz mislim, da v kratkem lahko pričakujemo spet nek nov razcvet. Naši estradniki in politiki skrbijo verjetno vedno znova za nov navdih, a imamo kakšne potencialne zvezde letošnjih bobov, kakšne nove muze? Pa sej niti ni toliko novih. Mi imamo te stare zvezde, ki so toliko zvezdniške, da tudi na tem mestu ne spustijo nobenega zraven. Ja, lahko bi jim postavili. Ne. Na politični sceni se, tudi ko smo pisali, mi smo bili tako, čakaj, to se je zgodilo? Ne, to se je že takrat zgodilo, ampak on je še kar tukaj. Pa, ne, vsi te politiki, pa ni važno, so to župani, tako Maribora kot Ljubljane, so že tako ustoličeni, da zdaj sami iščejo, kaj so dobrega ali pa še bolj, kaj so slabega naredili, da se imamo iz česa norca delati. Na aktualni, bom rekel, državni politični sceni je pa tudi zelo podobno. Se isti obrazi malo menjajo. Pač, okay, na srečo smo lani sicer že, ampak na srečo imamo zdaj te nutrije, da imamo neki pogovore okrog tega. Tako da, ja. Nekatere teme so zimzelene kot rožmarin, ne? Tako, ja. Ja, tlej tudi ta prehod, bom rekel, vaše hiše v nove prostore, ko si že rožmarin omenil, seveda se bomo mogli tega dotakniti, oziroma se nismo mi dotaknili, se je to dotaknilo nas. Se je nas dotaknilo. Ja. Ker je nekaj kart še na voljo in ker vem, da ljudi zelo zanima, morda za konec še kakšno vabilo, zakaj bi bilo se nam vredno pridružiti 20. januarja v SNG Maribor v veliki dvorani? 20. januarja vas vse vabim v SNG Maribor, kajti Bob leta se na žalost, ali pa na našo srečo vseh nas, ki bomo tam, da videti samo tam in v živo. Ne čakati na prenos, ne sedeti doma na kavču in komentirati na Facebooku, kako bi bilo, če bi bil tam, bodi tam. Bo pa smešno, zabavno, aktualno, politično, socialno, družbeno, športno, nešportno, kritično. Mi bomo tam.